Lep pozdrav, Mihael Žmahar sem s tabo in danes tako uradno govorim zaradi tega, ker se zaključuje leto 2022. Ne vem, kakšno leto si imela, upam, da je bilo dobro, ampak danes bi ti s tem videom rad pomagal, da bo še boljše, a ne? Zaradi tega, gledaj, leto 2022 se končuje in ja, vsem je prineslo veliko spoznanj, veliko lekcij, veliko karmičnih razrešitev, veliko nagrad, vsega, ne? Leto 2022 je bilo fajn leto, ampak vedno je leto, veš, ki se končuje zate, lahko še boljše, če razumeš, kaj se ti je zgodilo. Če greš, veš, če narediš neko revizijo, če pogledaš vse dogodke, vsa stanja sebe, vse faze, čez katere si šla in res maksimalno se naučiš iz njih. Tako da danes imam zate 4-stopenjski revizijski načrt leta za nazaj, zato da narediš revizijo za svoja ključna področja, za zdravje, za odnose, za kariero, za finance, za partnerstvo, za svojo duhovno moč. A veš, vsa ključna področja svojega življenja, da jih res podrobno poglej. In te 4 stopnje, ki ti bom danes povedal v tem videu, za vsako področje naredi. A veš, ker si res želim zate, da potegneš maksimalno iz leta, ki se je končalo. Zakaj ne? Zakaj ne bi to leto te pomagalo postati res maksimalno močna, pametna, inteligentna, srčna oseba? Ok, pa greva pogledati. Prvi korak je, prva stvar, ki naredi revizijo svojih uspehov. Verjamem, da si v letu 2022 marsikatero stvar dosegla, spoznala, dobila in naredi revizijo. Zakaj se ti je to zgodilo? A veš, kakšno je bilo tvoje delovanje takrat? Kakšno je bilo tvoje razmišljanje? Zakaj si dobila uspehe? Kaj te je pripeljalo do uresničitve? Kaj ti je prineslo nagrade v življenju? Zakaj? Je zato, da lahko ta sistem preneseš v leto 2023. A veš, če nekaj deloval lani, zakaj ne bi mogel naslednje leto? Če si ti ugotovila, kakšna je tvoja formula uspeha delovanja, je dejo podvoj in uporab tudi za druge cilje, a prav? Ampak včasih ljudje dobijo nek uspeh v življenju, pa niti ne vejo zakaj. A veš, tako pomembno kot je, da dobiš nagrado, je, da veš, kako si prišla do nje. Ker če to veš, znaš to potem tudi naslednjič narediti. In naslednjič, naredi revizijo uspehov. Vzami list papirja ali pa zvezek, pa si vse uspehe, nagrade zapiš noter in res poštudiri, kako si prišla do njih. A prav, to je zelo pomembno učenje. To je prva revizija. Druga revizija, naredi revizijo svojih neuspehov. Kakorkoli vem, da si ti super, in sploh fajn, mogoče kakšna stvar v letu 2022, ki ti ni uspela, ki se ni uresničila, ki te razočarala, ki te prestrašila. To se pravi neke vrste, rečemo mi, neuspeh. Probuj ugotoviti, zakaj se je to zgodilo. Zakaj ti mogoče neka želja, ki si jo imela, ni bila uresničena? Zakaj se nekaj ni zgodilo tako, kot si zamislila. Poglej, mogoče ugotoviš razlog. Veš, vedno moraš vedeti, da tvoja manifestacija zgrajena iz tvojih osebnih odločitev, iz tvojih delovanj, iz tvoje osredotočenosti, iz tvojega fokusa, iz tvoje inteligence in ja, včasih tudi iz vpliva okolice. Ampak poglej, kaj pri tebi mogoče ni delovalo v letošnjem letu in lahko popraviš za naslednje leto. Včasih ljudje, ko kaj zafrknemo v življenju, probamo to čim prej metiti pod preprogo, ne, pa se delamo, da nič ni, pa gremo naprej, pa upamo, da se naslednjič ne zgodi. To ni glih preveč pametno. Če včasih ljudje doživimo neuspeh, je zelo dobro, da se naučimo iz njega. Tudi obstajajo ti, veš, budistični reki, vsak neuspeh je lekcija, vsak neuspeh je učenje, ne? In tako dejansko poglej svoje neuspehe. Bod zelo hvaležna za njih, zaradi tega, ker so močni učitelji, ampak učitelj je neuspeh samo takrat, ko narediš to revizijo, ki se zdaj pogovarjamo. Prav, to je druga revizija. Tretja revizija je naredi revizijo svojih okoliščin. Poglej, s česa je bilo tvoje življenje sestavljeno v letošnjem letu, ki se zdaj končuje, a ne? Kateri ljudje so bili v njem, v katere kraje si šla, s katerimi informacijami si se ukvarjala. In res poglej, kaj od teh okoliščin in okoliščine vse, kar nisi ti je služilo v življenju, ti je pomagalo, ti je naredilo boljšo osebo in katere izmed teh okoliščin so ti metale polena pod noge, so ti rušile energijo in te je zaradi njih bolela glava. In zelo tak kmečka, logični nasvet za naslednje leto, tisto, zaradi česar te bolela glava v letu 2022, ne nesi sabo v letu 2023. A prav, pust v lanskem letu in pet naprej in ustvari nove okoliščine. Tiste okoliščine, tisti ljudje, kraji, informacije, priložnosti, ki so te pa razveselile, osrečile in opolnomočile in naredile samozavestnega, ni se pa kar drž, a prav, in jih pelj sabo v letu 2023. To je tretja revizija. In četrta revizija
naredi revizijo svojega karakterja in svoje samodiscipline. Mi živimo na svetu, na katerem je vse mogoče. Na planetu Zemlja je vse mogoče. Človek lahko dela svega in svašta. Lahko si zamisli cilje pa jih doseže. Lahko spreminja kariere. Lahko imaš tisoče in tisoče ljudi v svojem življenju. Lahko gradiš, lahko ustanavljaš karkoli praktično hočeš. A veš, nišče te za to ne preganja v modernem času. Ampak samo, če imaš močan karakter. Če imaš močan karakter, ki se stoji iz stabilnih misli, stabilnega čustvenega sistema, če imaš prave navade, pravo disciplino, pravo osredotočenost in naredi revizijo svojega karakterja. Poglej, kje si všeč, sam sebi, sama sebi in kje si nisi. Ampak tukaj bo zelo iskrena. A prav, a veš, včasih pač ti New Age učitelji pravijo, ja, razmišljaj pozitivno, ti si najboljši človek na tem planetu, ti lahko narediš vse. Ja, sej, neko tako samo ljubezen moramo ljudje imeti, ampak moramo biti pa tudi realni. Zelo realno poglej sebe, kaj na te funkcionira in kaj ne. In ne pometiti pod preprogo nekih svojih osebnih karakteristik ali pa nekih navad, ki veš, da ne funkcionirajo, pa se mogoče včasih mečeš pesek v oči, ampak si res iskreno priznaj, veš, to pa ni moja vrlina, to moram pa spremeniti, ta način pa ne deluje, ta karakterna lastnost pri meni pa mi ponovadi zafrkne vse. A veš, to stopnjo iskrenosti. In tako, da človek zna sam svoj karakter realno pogledati, pa zna samega sebe oceniti in skritizirati, pozitivno in negativno navsezadnje, je človek, ki mu bo vesolje dal velike priložnosti v roke. Leto 2023 navsezadnje bo zate takšno, kot bo tvoj karakter, pa tvoja disciplina, pa tvoja duhovna modrost omogočila. In ta 4. revizija je ključna. Večina ljudi nima poguma za njo. Ker pogledaš ta video in se mi da zdaj pogovarjamo, jaz vem, da ti imaš ta pogum, da lahko pogledaš vase iskreno. In če te 4 revizije zdaj narediš, bo leto 2022 zate eno izmed največjih učiteljev in največjih prijateljev vseh preteklih let. A prav? In to je to. Zdaj ti pa želim, da je leto, ki prihaja zate izjemno. Duhovno telepotovanje duše bo s tabo vedno in povsod. Poglej si, kje ti lahko jaz pomagam na tej poti revizije, samo revizije in gradnje navsezadnje v letu 2024. Tako da želim ti izjemen zaključek leta, preživ ga na svoj način, ne tako kot drugi pravi, ampak na svoj način. A prav? Tako da boš ti srečen, srečna in želim ti vse dobro. Imej se lepo.